Pozdravljeni v 14. epizodi Simple Life podcasta 22. junija 2020. Z vami sem Jure Peher in danes so na sporedu kljukce oziroma naloge. In a ste že opazili, če si delate recimo spisek nalog, pa je lahko fizičen ali pa samo v mislih, ne? Pač imaš v mislih, to moram danes narediti vse in ne glede na to, a je zadeva oziroma naloga velika ali pa majhna, zavzame eno vrstico oziroma zahteva od tebe, da to narediš in pol končno narediš uno kljukco, ko si opravil nalogo. Zdaj pa, jaz bi trdil, da je skoraj enak stresno, ali imaš eno kljukco za narediti ali pa 100 kljukc. Ker recimo, če imaš eno, pa je ta ogromna. Imaš pač nek ogromen projekt za izvesti, recimo, da se preseliš nekam, to je pač velika zadeva, ne? In pač te spravi stres, ne, kako zdaj to izvesti, ne? Lahko imaš pa 100 majhnih stvari, a veš, ne vem, v stanovanju nekaj preložiti z enega konca stanovanja na drug konc, a veš, pa je to pač ena zadeva, ki jo imaš za narediti in čaka na kljukco. In lahko imaš 100 takih majhnih, butastih, ampak a veš, ko jih je 100 na enem spisku, pa je lahko samo v tvojih mislih, je tako fucking 100 stvari za narediti, a veš, je stresno sam videti, a veš, da imaš 100 stvari za narediti. In včasih, stres pride ne od tega, a veš, ko imaš res nekaj velikega za narediti, ampak od toliko majhnih stvari, ki jih pač ne podelaš sprot. In je eno ful dobro pravilo, ki sem ga do zdaj odkril, da ko greš skozi svoj dan in nekaj vidiš, da moraš narediti, če una zadeva vzame manj kot 1 minuto, jo naredi takoj. Pač sploh ni dileme, a bi naredil ali ne bi naredil, v bistvu je že razmišljanje o tem, a bi nekaj zdajle naredil, kar vzame manj kot 1 minuto, je že škoda tvojega cajta. Ker unih 10 sekund, ki porabiš za razmišljanje, bi praktično lahko to zadevo že naredil, a veš. Recimo, da ne vem, prinesem pošto domov in jo odložim na hodnik, namesto da bi jo odložil tja, kjer se mi pač pošta nabira, ne. Tisto vzame 5 sekund, pač da primem pošto, da grem od hodnika do dnevne recimo in odložim pošto tja, kamor spada. Ali pa isto, kakor se je celo epizodo na to temo posnel, ključi in denarnica. A veš, vzame ti 5 sekund, ne, da jo prestaviš iz tam, ko si jo, ne vem, najprej odložil v stanovanju, do tja, kjer si se odločil, da jih boš odlagal. In je čist majhna zadeva, pa, a veš, se lahko včasih celo zamisliš, a bi zdaj to naredil, a bi pol, ko se ti res ne da. Ampak glih to pravim, da če vzame manj kot minuto, sploh se ne spuščati v razmislek, sploh ne, če res vzame manj kot minuto in ne glede na to, v kakšnem stanju smo, razen pa če kdo res poškodovan pa rabi v bolnico, pač takrat ne, ampak drugače v večini stanj smo vsi sposobni 1 minuto vložiti v neko stvar, da jo naredimo. In sploh ne razmišljati. Če pač vidiš, da je nekaj za narediti, pa je manj kot minuta, dela s tem sam nared, takoj iz prve. In bo kar naenkrat life manj stresen, ker kot prvo ne razmišljaš, a bi naredil, a ne bi naredil, a bi pol naredil, a se mi zdaj da narediti, ampak sam narediš. In se pravim, to govorim za te stvari, ki so manj kot minuto, lahko jih apliciraš tudi na te, ki so več, tiste sicer teži, ampak za začetek je ena krasna navada, kakor sem zdaj že 5krat ponovil, če vzame manj kot minuto, naredi takoj. Takoj. In ko se zalotiš, da razmišljaš, a bi ali ne bi, ona se sam nasmeham pa reč, a sti resen, daj sam nared. In pol pač greš pa narediš, ne. In je ful v redu, ker ti nikoli več ne pride do situacije, ko bi imel tistih 100 kvadratkov in
100 kljukic, da te čaka, da 100 kljukic narediš. Ker pač ne pride do toliko dolgega spiska, ker ti sprot vse podelaš. Tako da je pol fino tudi z vidika velikih projektov, ker se lahko na nje osredotočiš. Veš, ker ni tako en ali pa dva velika projekta in pol teh 100 majhnih, ampak sta samo ta dva ta velika, ker 100 majhnih si pač sprot naredil. In mogoče še zadnja misel je pa ta, da lahko gledaš tako na stvar. Ne glede na to, a je naloga velika ali majhna, ti visi za vratom. Pač in a hočeš, da ti 100 stvari visi za vratom? Tako res bi klebinglal tako 100 fucking stvari, res ne rabiš, sam nared, pa imaš mir pol. Ok, in če so vam taki nasveti všeč, se lahko nanje prijavite in do naslednjič uživite.